Teden otroka je program Zveze prijateljev mladine Slovenije, ki temelji na praznovanju Svetovnega dneva otroka. Leta 1956 ga je razglasila Generalna skupščina Združenih narodov. Mednarodna zveza za varstvo otrok in Mednarodni fond za pomoč otrokom UNICEF pa sta od leta 1957 skrbela za obeleževanje tega dne. Po priporočilih Združenih narodov je Svetovni dan otroka, včasih ga zasledimo tudi kot Mednarodni otroški dan in se praznuje prvi ponedeljek oktobra. V tednu otroka se organizirajo različni prostočasni in razvedrilni programi za otroke v vseh večjih krajih po Sloveniji, v javnost pa se preko medijev posredujejo sporočila otrok, ki jih pripravi Zveza prijateljev mladine Slovenije na podlagi sklepov Nacionalnega otroškega parlamenta in povzetkov ugotovitev iz analize klicev na TOM, telefon otrok in mladostnikov. Telefon za otroke in mladostnike, krajše poimenovan TOM telefon, je program Zveze prijateljev mladine Slovenije. Najpogostejše tematike klicev na TOM v lanskem letu so tesno povezane z radostmi in stiskami odraščanja, ljubezen, telesni razvoj in spolnost, vrstniki, družina in šola, sledijo jim telesne težave, psihološke težave, odvisnost in zlorabe, na dnu tematik pa so samomori in socialna stiska. Trenutno nacionalno mrežo TOM sestavlja 8 svetovalnih skupin, med katerimi so tudi svetovalci prostovoljci v Slovenskih Konjicah. V Evropskem letu medgeneracijske solidarnosti 2012 se teden otroka prične v ponedeljek 1. oktobra, tema pa je radosti in stiske odraščanja. Zveza prijateljev mladine Slovenije je v svoji poslanici ob tednu otroka opozorila na revščino in bedo premnogih otrok v naši državi, ki zaradi izgube zaposlitvenega statusa staršev ali skrbnikov nimajo dostopa do osnovnega zdravstvenega zavarovanja, šolanja in zdrave prehrane. Slovenija je še vedno brez zakonodaje, ki prepoveduje telesno kaznovanje otrok, obstoječa zakonodaja s področja zaščite življenja, varnosti in dostojanstva otrok ni dovolj učinkovita. Lepo pozdravljeni na drugem igrivem Žižkem popoldnevu. Danes smo se zbrali tukaj skupaj ob pomoči turističnega društva Žička Gorca in društva prijateljev mladine Slovenske Konjice, da že drugič pripravimo igrivo Žižko popoldne. Igrivo Žižko popoldne je v tem sklopu prireditev potekalo v petek, 5. oktobra v Žičah v popoldanskih urah. Otroci in njihovi starši so lahko izbirali med pestro paleto različnih delavnic in dejavnosti. Za urejeno moderno pričesko za zabavo ali popoldansko druženje so poskrbeli v frizerskem kotičku, modni, pisan ali črno-bel dodatek na koži pa je bilo možno dobiti v delavnici z naslovom Tatu. Kamenčki od vsepovsod raznih oblik in velikosti so postajali pod spretnimi prsti barviti simboli sreče za vsakogar, ki si ga ustvaril bodisi zase ali za darilo. Vlitki na temo jesen so iz navadnih modelov postajali pisana paleta jesenskih sadežev in živali. Jesenko je oprema, ki je nujna na vsaki otroški mizi kot stojalo za svinčnike in barvice, otroci v Žičah so si ga izdelali sami. Jesenski plodovi, buče in kostanji so bili tema ustvarjalne delavnice Jesen, kdor je želel, pa si je lahko izdelal še pisane priponke na kljukici ali magnetku za modni dodatek
ali opomnik na stenski tabli. Za lačna usta so poskrbele žiške kmetice in na stojnice postavile svoje slastne dobrote, vsem so zadišale palačinke z različnimi sladkimi nadevi, za razvajanje s pravljicami pa so poskrbeli v pravljičarskem kotičku. Vsi udeleženci v Žičah so preživeli sončno jesensko popoldne v ustvarjalno-kreativnem vzdušju in prijetnem medsebojnem druženju, ki so ga pripravili kot zaključek v okviru Tedna otroka, Zveza prijateljev mladine Slovenske Konjice in Turistično društvo Žiče skupaj z gasilsko in reševalno službo.